Dame in gospodje, reporter Milan Cem ponovno na Sidi resnice, na terenu danes in sicer tudi v našo redakcijo je prišlo nekaj ogorčenih klicev, namreč v Mariboru in v sami okolici našega mesta je velik problem te dni naročiti kurilno olje. No, mislim, naročiti ni problem, problem je, ker so čakalne dobe od tedna do 2 tednov minimalno in medtem seveda tisti, ki jim je olja zmanjkalo, že imajo hude težave oziroma živijo v mrzlih stanovanjskih enotah. Tako sem pri enem gospodu, ki me je poklical in tudi že čaka zelo dolgo na to olje. Dober dan, gospod Slavko, torej lepo, da ste me opozorili na ta resen problem. Ja, no, nič ni lepo, mene je baba ubila, ne, pa ta mala. Čujte, jaz imam 14 stopinj noter, no, v bajti. 12, sedaj sploh nema luftam, še zdaj od nedeljskega kosila, no, smrdi, če mi baba ne pusti okno odpred, če takim raz v koco zavite, hojeta, samo z belaki me gleda, tako da sem jaz morilec, nekaj. Olja, pa ni pa dobro, kaj nas bo še v totem mestu vdarlo, no, kak ni olja? Hočeš ga plačati, hočeš ga kupiti, pa olja ni. Ja, to je problem, gospod Slavko, res. Po drugi strani pa zlikovci, pa tote barabe pa hodijo na črpalko, pa tote stare golfe tankajo kurilno noter. Kajte, misliš, da jaz ne vem, ko se za kom tak kadi, toti dim beli, pa toti oblakas po vonju, vem, da kurilno, po vonju, ker točno vem. In zdaj on se vozi, nas pa more zeb, jaz imam 16 stopinj, bajte. Pes že en teden noter šije, vse noče je dvun, vse se pol ne zagreje. Zdaj ga baba oči na veci, jaz rekel, kaj mu še, da si borito brisal, kaj? Pa samo reče, ti oboj, kaj si ti kriv in dejansko moram biti tiho. Eno, pa kaj ste edini tu, ali tudi ostali sosedje nimajo? Ja, kaj se nismo zdaj mi skupno sosedov, ki jih zebe, jaz ne vem, jaz se za sebe brigam, kam jaz zdaj za drugo. Hvala, sosed! Evo, vidite, kaj je radoveden? To je že radoveden, se pa takoj prije, vun, kaj je? Kaj hladno? Marš budala. Se vama, ne? Kaj pa, zakaj pa? Ja, pa on olje, da ima neke veze, stari njega ubili. Vli se, pogred malo k meni, no. Ali pa več kaj probaj. Liter belega not vli. No to ne vem, če. A dobro, kaj si pameten? Se bučno, tudi malo zagreje, samo boš dizel imel in. No, gospod Slavko, je pa tudi sem preveril, nekateri dobavitelji pravijo, da je problem tudi v samih naročnikih, da se čaka do zadnjega, če bo cena kaj padla in se potem naroči in je enostavno preveliko povpraševanje glede na kapacitete in ne more enostavno razvoziti ta hitro. Čujte, pa kaj te tode budalam, verjamete? Pa dobro, če bi jaz imel olje, 1500 litrov cisterni, jaz ga naročil, ne bi, pa kdaj olje naročaš? Oni pravijo, že julija, treba, kam julija olje naročil, da ne moram na morje iti? Kaj ste noli, če pa se ve v jeseni, zdaj se na čeke vzame, zdaj nismo multimilionari. Če bi tako svojo pumpo imel, pa bi rekel, kurc vas gleda, pa ne bi pri vas olja, jemo. Budale, kaj zdaj vi to verjamete? In kaj me cena briga, zdaj ga rabim, če je drago ali ne, jaz ga moram kupiti. Slavc, kaj če bi ti drve v cisterno vrgo? Boljše imam drve v cisterni, kot da mi direktor babo teži tako njegov. Ja, no dobro, no skratka, kaj zdaj vi predlagate? Ja, kaj niče predlagam? Pomagam. Olje, kaj si ti? Oljar, kaj, imaš cisterno? Kaj boš mi pomagal, kaj? Ja, no, pač kaj boš vidite pravo, da smo vsi smejali, no, da nam bo toplo. Olje rabim, to je to. Dame in gospodje, upam, da niste v podobni zagati kot gospod Slavko, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.